Lepo pozdravljeni v podcastu Davki do dna. Tokrat bomo o boku ponorelega predvolilnega dogajanja govorili o davčnih obračunih. Politika gor ali dol, obračune je treba oddati in podjetja in podjetniki to dobro veste. Časa je še dobre 2 tedna. O tem, na kaj paziti, kaj preverja finančna uprava, pa tudi o nekaterih novostih na tem področju, se bomo pogovarjali z davčnim svetovalcem Dejanom Petkovičem, ki prihaja iz mariborske družbe, davčna pisarna Petkovič, sicer pa je tudi višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo in finance. Moje ime je Tanja Smrekar, sem novinarka Financ, vabljenih k gledanju. Pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala lepa za vabilo. Odlično. Odlično, super. Odlično. Pot iz Maribora je bila kratka, dolga. Ja, ceste so v redu, moramo pohvaliti, ne? Kako pa nazaj bomo pa videli, ja? No, fino, da imamo podaljšane vinjete, a ne? Tako. Ampak skratka, zdaj se bomo pogovarjali o obračunih. V torek, 31. marca, je treba oddati davčne obračune. Oddati jih morajo pravzaprav vsi, ki so registrirani, kaj ne? Tako, oddajajo vse pravne osebe, tudi seveda podjetniki, ki so obdavčeni po zakonu o dohodnini, vse pravne osebe, torej ne glede na to, ali so pridobitni, nekateri so tudi nepridobitni, tudi tisti, jim ni prepovedano opravljati pridobitne dejavnosti, tako da tudi nepridobitni subjekti imajo, kar že dolgo vedo, ne, imajo lahko tudi del pridobitne dejavnosti in tudi za tisti del dejavnosti ugotavljajo davčno osnovo, se pravi, jim pripadajo tudi določeni stroški znotraj njihove dejavnosti, ne. Ampak nekaj je pa zanimivo in mnogi na to tudi pozabijo. Tudi če lani recimo niste opravili niti enega posla, morate oddati obračun, sicer ste kaznovani. Torej tudi če je vaša firma dejansko recimo mrtva, nič ne dela, je treba obračun oddati. Drži, ne? Tako, pa še nekaj zanimivosti, ne? S tem dejansko prvič finančni upravi sploh sporočimo, koliko smo imeli, kako je izgledal naš izkaz poslovnega izida, bilanca stanja. In seveda kot pravna oseba moramo oddati tudi davčni obračun, davek od dohodkov iz dejavnosti oziroma davek od dohodkov pravnih oseb in malo verjetno je, da tudi takšen tako imenovani mirujoči subjekt ne bi imel pa niti dobenih odhodkov, kakšne odhodke gotovo ima. Morda pa je tudi kakšen, ki nima prihodkov, mogoče se to slabšalno sliši, mirujoča družba, ne? Mnogo družb je projektnih, mnogo družb čaka na poslovne priložnosti, posebej v gradbeništvu in možno je, da nekdo nima res dobenih prihodkov, kakšne 2 leti, ima ogromno zalogo še vedno, ki jo gradi morda in jo bo potem prodal, ko bo zaključil projekt oziroma ko bo pač našel stranke, ko bo zadostno povpraševanje. To, kot ste, drži, to kar ste omenili, kar sem jaz osebno zdaj prvič torej videl, da davčna uprava obvešča tudi prijazno z dopisom nekatere subjekte, ki še lani sploh obstajali niso, torej v 2025 še niso obstajali. Se pravi, tudi 15. decembra še niso obstajali. Tako, so pa kljub temu zavezani za oddajo davčnega obračuna, za katere specifične primere dejansko gre. Gre za primere, ko se je recimo delal nek postopek oddelitve z ustanovitvijo nove družbe, je bil obračunski dan oddelitve morda septembra ali oktobra leta 2025. Proces oddelitve se je zaključil zdajle januarja ali pa februarja leta 2026 in glede na to, da vemo že dolgo, da se od obračunskega dne naprej šteje, da so vsa dejanja prenosne družbe se že štejejo za dejanja prevzemne družbe, se pravi te družbe, ki še pa sicer ni nastala leta 2025, je očitno algoritem tudi v informacijskem sistemu finančne uprave, kar je seveda pravilno po računskih standardih tako nastavljen, da morajo že za leto 2025 oddati bilance, vse računovodske izkaze in tudi davčni obračun. Ti novi družbi morata poslati davčne obračune. Tako, ja. Kakšno bi bilo njihovo poslovanje recimo v lanskem letu do septembra, ko je bila še enotna družba, tista oddajo za tisto in potem od septembra naprej pa recimo, kot da sta 2 posebni. V primeru oddelitve tako po novem je fikcija, da živita tako 2 družbe, to se pravi prenosna in pa prevzemnica. Pri prevzemnici se šteje, da so že vsa dejanja v letu 2025 opravljena za njen račun in ona že mora imeti neke prihodke. Se pravi od januarja do konca leta. V bistvu rečva od 15. septembra do 31. decembra je fikcija
da je že imela prihodke in logično je, da je imela prihodke, saj pa je imela tudi določene stroške. Če je prevzela neke nepremičnine, se ji pripišejo že stroške amortizacije primeroma in na ta način se sledi tudi zahtevi obrata in ta družba je že sposobna samostojnega poslovanja. Ne? Super, to so zdaj razjasnila. Tako da malo težje mogoče za razumeti oziroma sprejeti v našo logiko, da oddajamo računovodske izkaze ali pa davčni obračun za družbo, ki ni obstajala, ampak informacijski sistem FURS-a čaka te davčne obračune. Tako da zanimivo. Mogoče nisem imel lani takšnega primera, ali pa mogoče nisem bil pozoren, ampak letos sem to prvi zaznal. No, ampak zdaj je pa popolnoma pravilno. Preoblikovan kar precej. K tem se bova vrnila kasneje, tudi k nekaterim drugim zadevam. Zdaj pa pojdiva še malo na FURS in na nadzore. Ne? Recimo, FURS je kar pozoren na podjetja, ki ne poslujejo. Ne? Preverjajo recimo tudi, če gre za slamnata podjetja, če delujejo v davčnih vrtiljakih, sistemskih utajah. Torej, če dejansko ne delate, ne samo, da ste projektniki, morate oddati, če dejansko ne delate, se najbolj splača zapreti oziroma, ne vem, če imaš dolgove, pa ne more zapreti, greš potem v stečaj, ali se ti to bolj splača? Odvisno, ne najbrž. Različno od primera do primera so verjetno dogodki, ne? Tako kot ste rekli, ni nujno, da je to speča družba, morda čaka na nek projekt in kakorkoli, morda res nima dobenega premoženja, pa še vedno čaka na nek projekt. Nekaj instrumenta imamo mi v zakonodaji, to se pravi zavezanci, ki ne oddajo letnih poročil, so izbrisani že po uradni dolžnosti, ne? Po določenem času drugega poslovnega leta. Imamo tudi na področju DDV-ja, zavezanci to vedo, ne? Recimo se tudi tisti, ki imajo malo ali nič prometa, se jih tudi pozove, da vrnejo DDV številko, se pravi, to neke instrumente poznamo. Zdaj, da bi pa konec konca, dokler pa je družba takšna, kot je, brez nekih dolgov, sploh do državnega do finančne uprave, pa je pravzaprav res odločitev konec koncev še vedno na strani lastnika, da bo sprejel odločitev, ne, kaj z družbo narediti. Ne. To je pa zdaj stvar seveda. Težko zdaj komentiram vsak posamičen primer. Ne, se ni treba. Kolikor družba dokumentarno kaj dolguje, najbrž že ima kakšne izvršilne postopke, že ima težave na drugi strani, na strani upnikov, tako da no. Samo iniciativno pa vsak družbenik oziroma direktor potem ve, ne? Ja. No, ampak če smo zdaj ravno pri nadzorih, ne? FURS ima danes za nadzor v rokah precej več, recimo temu orodij, možnosti, kot jih je imel prej. Od julija lani oziroma od približno sredine leta 2025 morajo vsi DDV zavezanci, tudi atipični, recimo sobodajalci prek Airbnb, oddajati DDV evidence, torej knjigo izdanih in prejetih računov. FURS potem vse vidi, s kom ste poslovali, v kakšni višini in potem tudi lažje navzkrižno preverja vas in vašega poslovnega partnerja. Potem ima tudi neposredno povezavo, če se ne motim, z IPES-om. V kateri smeri gre? Zdaj to nekateri pravijo, da je pač FURS potem že malo kot veliki brat, drugi, da je v bistvu prav, da se posluje, kot je treba, seveda je, a ne? Ampak vseeno je rahlo nelagodje, ne? Če ti kakšen mesec mogoče kakšno napako narediš, pa bi potem popravil zdaj. Je to morda malo teže oziroma vse se digitalizira, ne? Jasno, pravilno opažanje. Evolucija je tukaj, ne? To se pravi, če se spomnimo nekega evolucijskega procesa, ko smo se še mogoče poslušalci spomnijo, ko smo imeli papirnato poslovanje z finančno upravo, pa se je prišlo na e-davke, pa bomo zdaj čez kakšna 3 leta dočakali že tudi digitalno, to je pravi digitalizacijo pri izdaji računovodskih listin, kar bo spet še korak naprej. Jasno je, da tako kot vseh nas se je umetna inteligenca dotaknila tudi finančne uprave, kakor tudi vseh drugih torej segmentov državne uprave v sestavi. Torej. In zdaj, kako algoritmi delujejo, zdaj mi zavezanci ne moremo vedeti, ne? Iz katerih vidikov se črpa. Potegnili ven za nadzor. Ja, še najmanj je najbrž
še najmanj je ta povezava izkaza poslovnega izida, bilanca stanja, čeprav se to jasno, vrhunski računovodski strokovnjaki, tudi svetovalci hitro zaznavajo neke spremembe v gibanju po bilančnih kategorijah, jasno pa je, da celotni davčni obračuni temeljijo, se pravi jasno, na računovodskih izkazih, tako da jedro problema se skriva najbrž v računovodskih izkazih. Potem so pa povezave logične, kar bo tudi razvoj umetne inteligence prinesel, recimo vezano na neke obračune stroškov, torej stroškov dela, pa povezavi z izkazovanjem teh stroškov, se pravi, govorimo o teh rekobrazcih, potem razna pogodbena dela in da seveda res, da ne govorimo, ta sistem, torej ne nazadnje to poročanje poslovanja z Evropsko unijo, potem pa seveda vsa ta elektronska oddaja knjig izdanih računov, torej nalaga novo informacijsko podlago za finančno upravo, ki omogoča seveda Če rečeva po domače, vse te povezave. Nek miks podatkov, ki lahko pokaže tako imenovanega, kot ga imenujejo tudi tveganega zavezanca. Da pa ne delamo komu krivice, ampak pač so tvegani, karikirano rečeno, so to tisti zavezanci, ki bi lahko bili prvič torej na vrsti za kakšen kontrolni postopek ali kakšen inšpekcijski postopek. Verjetno tem povezanju osebama se še bo pa tako vrnila. To sem hotela vprašati. Če greva, da nimo po točkah, da ne vse naenkrat, tukaj gre tudi povezane osebe. Velikokrat so tudi oni morda razumljeni kot malo bolj tvegani. Pa če gre za večje povezane družbe, recimo hčerinska družba ali pa za recimo povezane osebe, družinska podjetja in tako dalje. In tu smo tudi pri poslih med njimi, pri posojilih. Na kaj gledajo, na kaj so pozorni? Posojila so ena od teh stvari, ali gre za prikrita izplačila dobička. Recimo, če lahko za posojila poveste, na kaj naj podjetnik pazi, kako jih da svoji povezani osebi, pa naj bo to oseba kot fizična oseba ali sebi kot lastniku, ali pa ne vem, sestrski družbi. Tako, torej vedno je odnos med temi družbami, ki so kakorkoli kapitalsko povezane, torej tam je meja nad 25%, 25% ali več, ali če gre za povezavo v upravljanju ali v nadzorovanju neke osebe, specialno to ureja, kateri so ti primeri davek od dohodka pravne osebe in pa zakon o dohodnini. Pod prvo točko treba reči, normalno, ti odnosi med temi osebami niso prepovedani, in nič ni slabega, Kakor hitro pa so ti odnosi znotraj nekega tako imenovanega tržnega principa, so pa lahko prihaja do zanimivih situacij. Torej, recimo, podjetje da svojemu lastniku ali pa mami od lastnika ali pa komorkoli tako povezanemu posojilo, FURS bo prišel in bo pogledal, ali se vrača posojilo, kako visoke so obresti in če se posojilo ne bo vračalo, če bo brezobrestno, bo rekel, štop, to je prikrito izplačilo dobička, običajno. Ugotavljanje prikritega izplačila dobička je v teoriji, pa tudi v praksi, kar enostavno. Se pravi, v našem pravnem davčnem redu je pač tako, da od družbe ali kjer smo zaposleni ali pa kjer imamo vložen kapital, pravzaprav ne smemo dobiti nobene koristi, ki ne bi šla skozi davčni mlin. Zelo enostavno rečeno. 25% davek na dividende. Ali pa celo kakšen dohodek iz zaposlitve. Mi zaposlenim omogočamo kakšno drobčeno korist, 15 evrov na mesec, to pa je tudi vse, kar lahko zaposleni neobdavčljivo dobi neke koristi, pa da dobro lahko odmislimo zdaj to korist v obliki novodobnih. Ampak da ne bo šla. In to je prekrito izplačilo, se pravi, tako kot ste rekli, ja ne morem dobiti od moje družbe, jaz kot povezana oseba in jaz kot fizična oseba, pa od mene tudi povezana oseba do določenega kolena, pač ne morem dobiti nekega neobrestovanega kredita, ker tudi na Ljubljanski banki ga ne bi najbrž dobil, od nepovezane osebe. Samo FURS to kar dobro dokazati. Mislim, da je bila ena sodba, ne vem, lani, predlani, pri kateri je sicer šlo za ne takojšnja vračila vsega, da sicer lastnik oziroma povezana oseba z lastnikom je en del vrnil, ni pa še čisto vsega. In ni vedno
Tukaj imam jaz svoje mnenje, pač na to nevračila, na ta nevračila jaz ne upam reči, da je to kakšna dana korist, ker posojilo je lahko vrnjeno, pač ni takoj vrnjeno, so sankcije, obresti tečejo, sankcije finančne, da pa bi rekel, da nekdo ni mogel vrniti 1 leto, pa bi moral, ali pa je mogoče imel kdo kakšno nenaravno ugodnost v smislu, da ima moratorij, tudi med nepovezanimi osebami poznamo moratorije na vračilo. Tako da tukaj takšni postopki se mi ne zdijo pravilni in je treba obravnavati od primera do primera. Ampak da bo tudi samo odobritev posojila, pa vsekakor zavezancem svetujem, da mora tudi biti na tržnem principu. To se pravi, vsakemu bi odsvetoval, da bi s poslovno kartico na bankomatu dvigoval denar po potrebi, pa bi dejal, to pa je posojilo. Zdaj to je nenaravno posojilo, če mogoče tudi malo poenostavljeno povem. In na to vse bo pozoren FURS tudi v vaših oddanih davčnih ima vso možnost, Potem, če greva tukaj morda malo hitreje še skozi, tujina. Če imate povezano osebo v tujini, zdaj veljajo neke spremembe pri priznavanju obresti, s temi povezanimi osebami, v davčnih obračunih bo to pomembno, če se lahko tega samo na hitro dotakneva, da poveste. Se pravi, to financiranje strani povezanih oseb je nekako nenaravno strani tudi korporacijske zakonodaje, kar neka povezana oseba ali lastnik ima interes, da družbi zagotavlja kapital, ne pa dolžniški kapital. Kar pomeni, da evropske zakonodaje to različno rešuje ali v okviru že korporacijske zakonodaje. Pri nas imamo to rešeno, da malo to destimuliramo v okviru davčne zakonodaje. Leta in leta, to se pravi 15 let smo poznali ali celo 20 institut tanke kapitalizacije, kjer smo destimulirali stroške obresti, smo rekli, to so pa presežne obresti. Zdaj se je to kar presenetljivo pač črtalo in imamo postavljeno eno visoko mejo, kar 3 milijone obresti. 3 milijone obresti, kar če vemo, kakšne so neke tržne obrestne mere, vemo, kakšen dolžniški kapital mora biti, da nekdo zbere 3 milijone obresti stroškov ali pa 30% od EBITDA, kar je več. Tako da to ne gre ravno za mikro ali male družbe, po moji praksi gre to za primere srednjih družb in to imamo zdaj to mejo, ki destimulira to priznavanje. No, dobro. Tako da do te meje, tako da marsikdo, ki je včasih izločal obresti iz naslova tanke kapitalizacije, več nima te težave. Zdaj, če greva še na en nadzor FURS-ov. Pred dnevi je FURS objavil, da so povezanim osebam, 2 družbama, zaračunali davek zaradi vračil naknadnih plačil kapitala družbenikov. Cena se prav tega davka naknadila je bila 3,1 milijona evrov. Podjetnika sta priznala plačala, šlo je za to, da sta višala kapital družbe prek stvarnih vložkov, prek patentov. Zdaj ti lahko to dobiš nazaj neobdavčeno, razen če gre za prikrito izplačilo dobička. Pa da ne bova šla zelo podrobnosti v ta primer, kaj se tu pravzaprav sme, na kaj je recimo FURS pozoren tudi pri drugih prikritih izplačilih in to se vidi iz davčnih obračunov lahko, to bodo gledali. Se pravi, tukaj so pozorni na stvarne vložke, ali gre za patente, ali gre dejansko za kaj bolj oprijemljivega, če lahko tako rečem. Kje si na varni strani pri teh naknadnih vplačilih? Tako kot sva rekla, nisva brala zapisnika, nisva brala odločbe, ne veva, zakaj gre, očitno gre za velik primer. Primer bi morali poznati do tem, kako se je zagotovil vložek, ki je šel ali v kapitalske rezerve, ali v osnovni kapital, ali je to potrdil revizor, vkolikor gre v naknadna vplačila, niti revizori ne potrjujejo teh zneskov. Najbrž pa je potem kar naenkrat, se pravi, ampak ne bi rad sodil, kar naenkrat je potem bilo ovrednoteno, ko je bilo treba vrniti ta naknadna izplačila, pa so podjetniki predpostavljali, oziroma ti družbeniki upravičeni, da jim pripada nekaj več od tistega, kar so nekoč družbi zagotovili. In je to obdavčeno, tudi torej ta prirast, očitno je šlo za neko stvarno premoženje, če pravite, da je šlo za patent, neki prirast stvarnega premoženja ne pripada potem kar družbeniku neobdavčeno, ker na tem stvarnem premoženju je družba zaslužila.
pa upam, da nisem zdaj dosti mimo povedal. Slutim, da je v tej smeri šel davčni postopek. Se pravi, moraš paziti na to, da si dejansko toliko ven vzameš, koliko si vplačal. Da. In da je za tistimi papirji realna vrednost nečesa. Pa da tudi procesne zahteve izpolnjuješ. Tudi ko gremo nižati osnovni kapital, tudi tam imamo procesno zahtevo, moramo napovedati davek od dohodka iz kapitala, ne? Ker nekaj smo vplačali in si isti znesek vrnili. Ne? To se pravi, smo dosegli rezultat nič. Ne? Kako so pa družbeniki prišli zdaj očitno do tega spoznanja, da jim pripada nekaj več od tistega, kaj so vplačali, bi pa morala konkretno poznati, je pa jasno to davčno tajno za tistega, ki ga je to pač nekako doletelo. Ne? No, ampak zdaj boste pač oddali davčni obračun in če boste imeli izgubo hudo, ki jo prejšnja leta recimo niste imeli, bo fur zastrigal z ušesi, ne? Pozorni so na nenadne izgube, ne? Sva se zadnjič pogovarjala, ne? Da, ne, čeprav... Vas lahko pokličajo in rečejo, zakaj pa ste toliko izgubili? Mene je včasih motilo, mogoče bolj v preteklosti kot danes, da se izguba tudi v okviru Fursa na posameznih projektih, ne, gleda na posameznih poslovnih dogodkih, gleda kot nenaravni dogodek. Ampak izguba se zgodi. Ne? Če ne bi bilo slabih poslovnih odločitev, ne govorimo o navideznih, govorimo o slabih poslovnih odločitvah, nimamo ravno sreče v nekem poslu, smo pač imeli izgubo. Ne? Tako da izguba se dogaja, ne? Z zunanjimi ali notranjimi vplivi, tako da to ne smemo takoj gledati. Ne? Je pa res, da bo tudi zdaj ta sistem umetne inteligence lahko zaznava to izgubo in vzroke. Ne? Zdaj večkrat na naših stanovskih združenjih tudi gostimo koga iz finančne uprave in pravijo, ne? Kaj je potem zanimivo. Ne? Recimo, da je nekdo dosegel neko izgubo v nekem letu, hkrati pa je zelo povečal poslovanje za svojo nemško povezano osebo. Ne? Zdaj, ali je tu vzročno-posledična kakšna povezava, Furs bi lahko finančno upravo zelo zanimalo. Ne? To se pravi, ali sem jaz začel pod nekih drugih pogojih poslovati s povezano osebo in sem na ta način odtekel dobiček iz Slovenije, pa vsako finančno upravo zanima in tu nimamo kaj. Je pa pač ta izguba, ne? Moja nekdanja želja je bila, da bi izgubo, ne? Če se že zgodi, da bi jo pokrival celo za nazaj. Ne? To eni sistemi poznajo, vam zdaj ne znam povedati, kje vse. Več primerov imamo, da imamo pokrivanje izgube za naprej. Ne? To se pravi, jaz padem v krizo in ne vem, kdaj bom prišel iz krize. Jaz pa vedno bolj tonem. Ne? Včasih, ko pa sem imel dobičke, sem pa ogromno davka plačeval. Ne? To se pravi, teoretično lahko razmišljamo, ne? Lahko razmišljamo, kdaj o kakšnih spremembah tudi, ne, pa nismo na tem mestu, da bi lahko o čem odločali, da bi za nazaj pokrivali oziroma za nazaj zmanjševali davčne obveznosti. Ne. Kar bi bil zelo modern pristop. Ne. Bi ti država potem priskočila dejansko na pomoč. Ne. To se pravi, ne samo takrat, ko so polne kašče. Ne. Tudi ko so kašče popolnoma spraznjene, bi tudi država morala priti nasproti. Se veste, da je tudi naša proračunska kašča malo spraznjena, a ne, oziroma, Tako da ni pa, seveda, gledajte, zadnjih 10 let smo priča omejevanju, zniževanju davčne osnove, ne, se pravi, mi imamo velike omejitve, če lahko kar nadaljujem, no. Torej, podjetja, sploh investicijsko aktivna, tista, ki so inovativna, ki so razvojno naravnana, ki imajo veliko raziskav in razvoja, so zelo nevoljna, ker se jim kupičijo. Tu govoriva o davčnih izgubah in o omejevanju olajšav, ki so zdaj omejene na 63%. Tako da malo pojasniva, da malo narediva preskoka, a ne? Skratka, davčne izgube so omejene, zdaj koriščenje na 5 let, do zdaj ste jih lahko neomejeno, ker je seveda morda iz enega vidika moteče, če so neomejene, tukaj mislim na banke, ampak imaš pa tudi kakšna razvojno naravnana podjetja, ki veliko vlagajo, ki se jim pa potem dogaja, če lahko rečemo krivica,
Poleg tega si skupaj z drugimi olajšavami in izgubami davčne osnove ne smete znižati za več kot 63%. O tem zdaj govoriva, pa če pa komentirate. Tako, to se pravi, ta limit 63%, iz tega je prišla tu tako imenovana minimalna davčna stopnja, ki je 7% od davčne, tiste prve davčne osnove v obračunu davka od dohodka, efektivne neke prve davčne osnove. In glede na to, da tista podjetja, ki so zelo investicijsko aktivna, razvojna raziskovalne družbe, inovativne družbe, ki imajo veliko vlaganj v digitalizacijo, novo opremo in tako naprej, se jim zdaj že dogaja leta 2025, da so jim določene davčne olajšave vlaganja zastarala. Kar pomeni zastarala, ker je 5 let že minilo, več ne morem in moram v tisti prilogi lepo davčne olajšave torej pozabiti. Kaj zdaj to pomeni? To neko prehodno obdobje je, ne za olajšave, ne. Ne za olajšave, ne, za davčne izgube. Ampak vseeno, tudi izgube lahko. Recimo, da zdaj govorimo o tistih podjetjih, ki so res frontmeni celega gospodarstva, ki so torej imajo ogromna vlaganja, tudi donose na svoja vlaganja, to se pravi, dobički so vedno večji, pa kljub temu ne more vseh olajšav pokoristiti in kar pomeni, da nikoli ni nagrajen za ta vlaganja. Bi pa moral biti. Se pravi, je treba biti zelo pameten in imeti davčnega svetovalca pri tem, za katero vlaganje uporabiti katero olajšavo. Če lahko tako rečem, imamo recimo 4 vrste investicijskih olajšav. Ena je tista klasična investicijska, potem imamo razvojno, pa za zeleni prehod in za digitalni prehod. Tako. In te 4 se med sabo pokrivajo in imajo tudi različne lastnosti. Recimo investicijsko, če prodaš tisto investicijo, zaradi katere si jo dobil, prej kot v 3 letih moraš vračati. Zeleni, digitalni prehod. Tako, pa vse lahko koristiš raziskave za 5 let. Ja, tako, v nadaljnih 5 letih na srečo. Torej tudi ta najbolj, da tako rečem, napredna olajšava, to je ta olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. To se pravi, vsi govorimo o zeleni agendi in tako naprej. Nažalost smo imeli leto ali 2 leti, če ne 3 leta, ko nismo mogli te olajšave prenašati v naslednje obdobje, zdaj je to popravljeno. Očitno je bila napaka pri samem namenu zakona. Lahko prenašamo naprej, pri čemer pa zdaj spet je zelo pohvalno, torej, da tudi pri tej olajšavi smo prvič dobili možnost, da koristimo olajšavo tudi za vlaganja v ekološke tehnologije pri gradnji stavb, tako da danes lahko neka nepremičninska po domače olajšava. Tako da nekatere družbe, ki tudi to ponujajo, res, ki naredijo tako imenovano zeleno zgradbo, je lahko dejansko celotna zgradba bi lahko bila davčna olajšava. Če jo prodaš prej kot v 3 letih, ni treba vračati olajšave. Drži. To je tudi z nekim namenom, kar pomeni tudi ste, mislim, da pisali vi o tem, kar drži, da lahko si ti investitor in to nepremičnino prodaš kot neko etažno lastnino in kljub temu lahko koristiš to davčno olajšavo. Kar pomeni, ti si za okolje neko korist naredil in se mi zdi to prav. Se mi zdi to prav, ker tista fizična oseba ali kdo je pač kupec, ne vem, te olajšave pa jasno ne more koristiti. Tudi naprej, tudi če je drugo podjetje kupec, te ne more, kljub temu, da je kupil zeleno. In tudi, če se šteje še kot novo. Je pa res, da je ta olajšava za digitalni in zeleni prehod zelo kompleksna, pravilnik je zelo kompleksen, pravniki, ekonomisti, računovodje ga ne znajo v celoti, mislim, ga ne morejo v celoti uporabiti, enostavno rabijo pomoč nekih tehničnih kadrov. Vidim pa, da ti prodajalci ali pa tisti, ki ponujajo v bistvu te, pa naj bo to toplotne črpalke, klima naprave, razne fasadne omete, okna, vrata in tako naprej, kjer je vse možno koriščenje teh olajšav, da nekako ne informirajo zadosti in jih ne suportirajo teh svojih kupcev v zadostni meri, ker bi jim to konec koncev bil tudi to dober tržanski moment.
Ja, seveda. To, kar jaz prodajam, lahko pa koristite zeleno olajšavo. Bi mogoče tudi ideja, mogoče tudi za te da se podjetnike, da se malo poglobijo, da se potrudijo, tudi, v nova pravila. Če pri nas kupite, je tudi davčna olajšava, recimo. Tako kot malo kakšni napise brez DDV, ne? Tako. Kao, ne? Čeprav je DDV, ne bi lahko, imeli še to, ne? Tudi investicijska, ampak to bo šla hitro, čez to je že dolgo znana zgodba, je zapletena. Tukaj bi podjetnikom svetovali, da malo gledajo tudi mnenja Fursa, ker je enkrat tako, drugič drugače. Zdaj so popustili recimo pri bivalnikih, ne? Da se lahko koristi investicijska, ker sicer za nepremičnine ne moreš. Je pa še vedno ne moreš za pohištvo, kamor naj bi sodili tudi nakladalni regali. Ne? To mi je zelo hudo, osebno mi je to zelo hudo. Da je pohištvo vse, kar je v hiši, ne? Če se malo pohecam. Če se z dejavnostjo ukvarjaš kot skladiščnik ali kot hotelir, ki rabiš novo posteljo oziroma nov regal skladiščni za svoj posel, to ni. To se mi ne zdi prav. Je to pohištvo. Vedno je to ena tak cmok v grlu, ker ne govorimo o luksuznem pohištvu v direktorjevi pisarni, ker je pač pisarniško ne moremo, v redu, ne moremo, tega ne bomo stimulirali, ampak če pa opremimo neko regalno skladišče, če opremimo nazadnje gostinski obrat, hotel in tako naprej, je pa pričakujem, da se bo kdaj to spremenilo. Mogoče tudi ne bi tako enoznačno žal tolmačil teh raznih šotorov, ki so moderna skladišča, prodajni prostori že postali, Ja, je oprema, ni nepremičnina, ni stavba, ampak še vedno, če zavezanci berejo to pojasnilo Fursa, kljub temu mora biti ta pogoj izpolnjen, da ne sme biti prisoten pretiran napor ali pretiran trud, da tako rečem, za odstranitev le-tega. Se pravi, spet smo na zelo mehkem področju. Tako da enoznačno vsakega velikega šotorskega kompleksa ne bi upal reči, da naj se konzultirajo, raje pa naj se pripravijo na obrambo, če zagovarjajo pač svojo olajšavo. Ja, spet nekaj zelo mehkega. Kontejneri so drugo, mogoče kontejnere z lahkoto naložimo na en kamion, od primera do primera, ne bi pa zdaj veselje razdajal preveč. Se pravi, kontejner kot šotor. Tako. In pazite, in ne bi podpisali ampak vlastno odgovornostjo. Ti šotori so zdaj postali res zelo popularni in zelo hitra rešitev za razne prodajne in skladiščne površine. Pa samo še eno opozorilo, ko so pri davčnih ščitih. Če mislite podjetje prenesti na novega lastnika, mora ta za koriščenje davčnega ščita obdržati dejavnost. Kaj pa, če obdrži samo en del dejavnosti? Če je dejavnosti več in obdrži samo en del, se tudi to tu mislite na davčni ščit v smislu starih davčnih izgub? Tako, zakon je nekako dejal takole, če je sprememba dejavnosti več kot 50%, sprememba lastništva več kot 50% in se hkrati spremeni tudi dejavnost, to se pravi, pred to spremembo lastništva ali po spremembi lastništva, da se črtajo davčne izgube, ki so sicer pritikale tej davčni številki, temu subjektu, torej preden so bili iz časa, ko so še bili stari družbeniki. Tako da to nekako najbrž, kaj je imel zakonodajalec v mislih, razne preprodaje družb. Kaj pa, če del dejavnosti obdržiš, del pa ne? Še vedno dejavnost je, ampak zdaj prvi pogoj mora biti izpolnjen, da je bila ta sprememba lastništva. To je prvi hendikep. In potem recimo, če obdržiš večji del dejavnosti, načeloma ni problema, če pa sam neko imaginarno, pa to bi pa lahko Jaz mislim, da je tukaj potrebno pogledati, kaj se je dejansko delalo, ni važna registracija, važno, kaj se je na podlagi te registracije, kakšni prometi so dejansko potekali. Dobro, hvala. In zdaj so pri prenosu podjetij, pri statusnih preoblikovanjih. Danes se menjajo generacije, del družbe se prenaša na nove lastnike, na otroke, zaposlene. Ampak davčna gotovost pa je pri tem slabša, kot je bila nekdaj. Tukaj imam v mislih seveda davčno nevtralne posle, ki v velikih primerih so. Včasih ste bili v to prepričani, da vam Furs recimo temu ne bo
zatežil, da ne gre za davčno nevtralnost, zdaj pa ne. Zakaj ne? Novi zakon, ne? Torej, ste govorili o statusnih preoblikovanjih, pa tudi recimo nasledstva, najbrž ste tudi mislili v tem okviru, ampak torej, najprej nasledstva so nekaj drugega. Pri prenosu lastništva je seveda na otroke ali kakorkoli, je tu treba biti previden, imamo procesne zahteve, procesne zahteve torej za družbenike, ki so že 15 let družbeniki ali pa tisti, ki še to niso. Za vsak tak primer je nek drug status tudi za prevzemnika. Zdaj, kar se teh statusnih preoblikovanj v smislu teh, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah po 1.1.2026, pa je zdaj res, da je zadeva problematična v toliko, da je to tako imenovano, torej priglasitev oziroma to overitev, da tako rečem, davčne nevtralnosti posla, se to vlaga oziroma se preizkuša, da tako spet rečemo, preizkuša šele po sklenitvi posla. Se pravi, ko je notarski zapis sklenjen, torej ali to pripojitev, oddelitev, izčlenitev, razdelitev, ko je sklenjen, se šele takrat lahko vlaga in se lahko zafrkneš, nemaš lahko težave. Tako ne. Zavezance opozarjam, da imamo tudi, kar prej nismo poznali, tudi ene obrazce. Še vedno imamo torej priglasitev po točkah, kot so zakon o davčnem postopku. FURS pa je sedaj uvedel tudi neke obrazce, kjer se neki generalni podatki navajajo. To je seveda novost v letu 2026. In tudi ne bo odgovora na to vaše dejanje na priglasitev, ampak bo to možno preverjati v davčnem inšpekcijskem nadzoru, šele. Ki pa vemo, zdaj, da bodo poslušalci, ki se niso lotevali statusnih preoblikovanj, to se pravi, nevtralnost pa je za dve sfere, pravzaprav, davčna nevtralnost za udeležene družbenike, ki se jim spreminjajo poslovni deleži, in pa še finančno težja zadeva ponavadi za udeleženo premoženje. Udeleženo premoženje, ker nas lahko doleti velika obdavčitev skritih rezerv, vemo, kako amortiziramo premoženje v Sloveniji. No, to malo povejte, na kaj treba tukaj paziti, da se ne boš zafrknil pri amortizaciji, recimo tudi nepremičnin. Cilj je vedno mogoče preveč kratkoročen, da amortiziramo po največjih dovoljenih stopnjah, kar sicer je legitimna naša računovodska ocena. Včasih celo je bilo to 5% amortiziranje nepremičnin, danes je maksimalno 3%. Te ene lepe zgradbe, ki so stare 20 let, imajo knjigovodsko vrednost danes nič. In kaj se ti potem zgodi, recimo? In potem pa bo meni zanikana davčna nevtralnost pri statusnem preoblikovanju in bom plačal, bo nastopila obdavčitev od te tržne vrednosti, tržne vrednosti nepremičnine. Celotne. Tako, ja. Se pravi, kaj se ti potem bolj splača? Prodati celo dejavnost skupaj? Ko ste rekli, ko prodam delež, ko prodam družbo, tako ali tako prodam družbo. Mogoče v naši slovenski praksi imamo stike, seveda tudi s samostojnimi podjetniki, tudi večjimi samostojnimi podjetniki, zelo težko presenečenje, ko so v okviru dejavnosti imeli nepremičnino, zdaj zelo so bili pridni, nekaj se je nabralo v okviru dejavnosti in zdaj se upokojujejo. In zdaj moramo pogledati, kaj pa zdaj z nepremičnino, ki odide v gospodinjstvo. Evo, svetujte jim, kaj se jim splača narediti. Naj se oglasijo. Kar tukaj povejte, na hitro, prosim. Je potrebno res pretehtati. To skoraj noben podjetnik ne razume. Ampak kaj se ti načeloma bolj splača, da pustiš to nepremičnino v podjetju, ali da jo recimo posebej... ampak podjetja več ni. Če podjetja več ne bo, nepremičnina odide v moje gospodinjstvo. Če bom jaz to prenesel na sina, je to druga zadeva. Vse, če bom prenesel na sina. Če pa bom jaz to izvzemal iz moje dejavnosti, govorimo samo o SP, pa je treba dobro pogledati, imamo potem vidik, kaj pa bom z nepremičnino potem v gospodinjstvo, ali jo bom nadalje prodal tudi. In potem bo lastnik XY, Janez Novak, Tanja Smrekar, whoever, bo potem moral plačati davek. Se zgodi. Kaj je vzrok? Ja, nepremičnino ste vi amortizirali skozi desetletja. Se je moja, ni,
amortizirali ste jo, stroške ste imeli in je potem velika razlika, če ste to nepremičnino pridobili pred enim datumom, ki se mu reče 1. januar 2005, ne, ali po 1.1.2005. Se pravi, je različna obravnava pri zadnji obdavčitvi podjetnika in potem nadalje posledično pri nadaljnem gospodarjenju, mislim na prodajo te nepremičnine, tako da tukaj je kar nekaj napora, da se to podjetniki ne razumejo. Ne? Ja, in potem zato, so v šoku, vse je to moja hiša, se je bila na SP, zdaj moram pa davek plačati na nekaj, ki je že, ne vem, 15 let moje, 10 let moje. Seveda je tudi razlika, če sem to jaz že posedoval, preden sem ustanovil SP in tako naprej, tako da so razlike. To bi bilo fino enkrat podrobno pogledati, ne? Ampak zdaj, recimo, če se vrneva še k nekaterim točkam, na katere je treba biti pozoren pri davčnih obračunih, recimo mnogokrat se očita predvsem manjšim podjetnikom, da si kar vse piše odhodke. To tako je neka slovenska folklora, ne? In si potem zbijaš na koncu davčno osnovo. Ne? Furs je že nekajkrat opozarjal, ne vem sicer koliko to dejansko lahko vidijo, da pač stroški zasebne narave niso stroški podjetja oziroma so stroški podjetja, samo ne znižujejo davčne osnove. Ne. Ja. Še več mogoče bi mogel ti sam celo na to plačati kakšen dohodek, a ne, ker si pač pridobil nekaj, ne, kot mogoče plača, kot dobiček. Ne. Po drugi strani gre pa res za neplačevanje DDV, neplačevanje davka z dohodka dejavnosti oziroma DDV. Na kaj je treba tukaj paziti in kje mogoče FURS tudi prestrog, ne? Ker če si ti nek predavatelj, pa si kupaš v bistvu obleko za predavanje in jo nosiš tudi potem, a je to davčno priznano? Obleke nekako niso popularne že od nekdaj, ne? Ja. Ne vem, če se še bančnikom se več ne prizna, ne? Kolikor slišim, če se malo pohecam, če direktor zahteva, da mora biti lepi že na okencu, ne? Lepe punce na okencu že. Tako da, in fantje, ne? Ja, tako. Kakor za koga. Tako da, zdaj tukaj je tako, ne? Vedno ima FURS tukaj kar moč, ko reče, ali so ti stroški potrebni za doseganje prihodkov. Ne? Tako da zdaj, tako kot sva rekla, že prej, ne, mi ne dovoljujemo v davčni zakonodaji dobene zasebne rabe dejansko, ne? Ker vsaka zasebna raba dobesedno trči na 3 zakone. Ne? Imamo DDV, pa imamo dohodnino, pa imamo davek od dohodka pravne osebe. To se pravi, vsi napadajo to zasebno rabo in vsak pa potem mora biti toliko skrben, da vodi vsaj neke evidence. Če ima reprezentančne stroške, ne? Če ima reprezentančne stroške, je to delno davčno priznano, ne? Če jih ima vsak večer, ne? In ob nedeljah popoldne z družino, je to že malo. Ja, ni lepo, da se preveč imajo fajn, ne, očitno. Tako da skrb mogoče, ne, jaz vedno rečem, če imate vi na podjetju neki reklamni, izobraževalni dogodek, pa ste imeli tudi neko pogostitev in tako naprej. Zame to ni reprezentančni dogodek, ne, ker če jaz na novo informiram moje poslovne partnerje, sem jaz imel v bistvu komercialni dogodek. Ne? Jaz nisem imel reprezentančnega dogodka, ampak to je potrebno res dokumentirati in utemeljiti. Ne? Če pa imamo mi financiranje gospodinstva, pa pravzaprav tukaj ni obrambe. Gospodinstvo 0, reprezentančni 50%, komercialni 100%. Tako, ne? Tako, ne? Tako da to morajo zavezanci, vse imajo torej tudi možnost tega dokazovanja, ne? Utemeljevanja. Zdaj nekateri pišejo tudi premalo prihodkov, pa ne zato, da bi delali na črno oziroma brez računov pa to, ampak enostavno, recimo, račun so že izdali, plačila še ni, ampak to ni v redu, ne? Ko izdaš ti račun, ko je nekaj narejeno. V Sloveniji, v Evropski uniji oziroma v našem, ki smo ga vzeli za svojega germanski računovodski korporacijski sistem, imamo pač princip obračunskega dogodka. Čeprav ne gre pa pozabiti, ne, da naši standardi pa rečejo, ne, da pripoznam prihodke, vkolikor utemeljeno pričakujem gospodarske koristi. Ne. To se pravi, jaz gospodarske koristi pričakujem v tej obliki, da bom tudi kdaj prejel denar. Ne. Tako da ne bom rekel, da so možna kakšna naknadna znižanja prihodkov, vkolikor jaz utemeljujem, da
da je bilo takšno izkazovanje prihodkov nerealno, zato ker jaz ne morem pričakovati takšne gospodarske koristi. Recimo, da imam spor z mojim kupcem zaradi višine računa. Ne? Zaradi višine računa, to se pravi neki neutemeljen račun, ga ne bom desetletje vodil na spornih postavkah, ampak bom moral to rešiti za stranko nekako drugače. Ne? Skratka, jaz sem že prihodke previsoko izkazal, kar očitno je bilo neutemeljeno pričakovati takšne denarne tokove iz tega prihodka. No, ampak zdaj sem se spomnila ob tem na dolgoročne rezervacije. Ne? Recimo, tudi tukaj je recimo problem oziroma malo negotovosti, kdaj se koliko lahko prizna, koliko znižujejo davčno osnovo, če so za kakšne tožbe za kaj drugega, ne? Tudi na to je treba biti pozoren. Da ne pozaviva, ne? Zdaj smo v enem takem po-covidnem obdobju, ki se mu reče obdobje 22 do 26, ne? To je 5 let. 5-letno obdobje, ko so celotne rezervacije za odpravnine in jubilejne bodoče odpravnine in jubilejne nagrade v celoti davčno priznane, ker zakaj je družba ne bi v smislu poštenega prikazovanja računskih izkazov, zakaj ne bi izkazala, ne samo srednje družbe, zakaj se tega ne bi lotila, mogoče družba, ki ima 20 oseb, ki je mala družba, ne, ima vso možnost in to ima tudi možnost tega kar velikega enkratnega znižanja davčne osnove, se pravi, to ne more samo oceniti, to se predvideva aktuarski izračun. Na splošno so pa drugi tipi rezervacij, kar taka spet tanka črta dejansko, ne? Ker so rezervacije nekaj, kaj pač niso obveznosti. Ne? Niso obveznosti. So neki bodoči izdatki, ki bodo morda nastali, vemo, da bodo nastali, čeprav še točno ne vemo, kdaj bodo nastali v nekem končnem roku. Ne? Tudi če sem gradbenik, vem, da bom imel neke težave najbrž, pričakujem, ker sem jih morda vedno do sedaj imel, ali pa vem, da sem nekaj na projektu problemsko naredil, ker sem imel nekega problematičnega podizvajalca, ne? Kar pomeni, da bom potem oblikoval pač rezervacije iz tega naslova, jih utemeljujem in jih bom 50% vključil v davčno osnovo samo in jih v nadaljnih letih tudi spremljam. Podobno je tudi, če te nekdo že toži. Ne? Tako, ne? Ja. Tako. Potem pri prevrednotenju sredstev morava paziti recimo zaloge lahko, ampak pri neplačnikih je pa to malo drugače. Ne? Recimo ne moraš kar terjatev odpisati, recimo, ok, to sem zdaj preskočila malo, dokler nekdo ne gre dejansko v stečaj, oziroma da je že zaključen. Ja, tako ne. Tako da na srečo imamo tudi v zadnjem, pred nekaj leti smo dobili to določilo, da vkolikor nam je terjatev bila priznana v kakšnem od insolventnih postopkov, priznana terjatev, ne, to se pravi torej prisili poravnavi ali stečajnem postopku, lahko že zmanjšujemo v celoti davčno osnovo. Ne. Kar pomeni, da so isti vatli nekako vlečemo tudi tako, kot že malo dalj časa poznamo v sistemu DDV-a. Ne. Tako da to je neka pomoč podjetnikom, tako da res pa, da imajo to obvezo, da morajo tudi to se nekako tudi prijavljati v te insolventne postopke oziroma spremljati, ne, kar najbrž spremljamo naše dolžnike. Ne. Zdaj pa za konec, samo še 3 točke. Prva so normiranci, opozorilo, če hočete biti normiranec do 31. marca, ne? Ja, to je ta pogoj 9 mesecev, pač imamo normirance razdeljeni na 2 kategoriji. Pod prvo točko mogoče mislim, da se normirancem prevelika pozornost daje tudi strani torej zakonodajalca. Normiranci niso glavni problem, ne. So pa dobri plačniki. Glede efektivne obdavčitve so dobri plačniki. Ampak tukaj imam pa jaz en manjši problem. Ne vedno, tudi mi smo že napisali, a ne, da v bistvu oni plačajo glede na prihodke višje davke kot dejanski SP. Tako celo kažejo statistike. Ja, ampak ne, kakšna bi bila pa njihova dejanska davčna osnova, je pa drugo. Se praktično greš ti v normirani sistem zato, ker nimaš odhodkov. Ne.
Zdaj ste en dober argument sicer povedali, ne? Vaša teza je, da če pa bi ti normiranci bili dejanski, bi pa bila efektivna obdavčitev, poprečno efektivna, tako ne dejansko višja. Ja, se strinjam, v redu. Je pa treba imeti poenostavljen sistem. Ampak teh 9 mesecev drži, tako kot ste rekli, se morajo vključiti, ker od 1. aprila potem lovijo teh 9 mesecev. Nisva rekla, zdaj normiranih družb več nimamo, normiranih družb več nimamo, DOO-jev, tako da imamo pa samo normirane podjetnike. Zdaj se je tudi na podlagi enega drugega zakona, torej ne zakona o dohodnini, se je tudi uvedla ta stopničasta obdavčitev, tako da se efektivna obdavčitev celo teh normiranih podjetnikov vedno bolj v teh višjih rangih prihodkov zelo, zelo dviguje. Pa vsak bo sam presodil, v kateri obliki bo posloval. Čeprav dober davčni sistem naj bi bil takšen, samo ta je utopija. Ne, se povšali v redu, sam ne. Dober davčni sistem bi naj bil, da dobena pravna oblika ne bi smela različne pravne oblike vplivati na mojo odločitev samo iz davčnega vidika. Ampak to je utopija, ki smo se mogoče včasih učili v Evropski uniji. Zdaj smo jo pa pozabili. Drugo vprašanje, akontacija. Zdaj smo v turbulentnih časih, lahko bo dobro, lahko bo slabo. Podjetje misli, da mu bo šlo leto slabše in hoče plačevati nižjo akontacijo, kot mu je naračunana na oddani obračun za 2025. Se pravi, kako prepriča FURS, mislim, je to dosti enostavno, ne? Imate prav, časi so turbulentni, na različnih trgih poslujemo, imamo različno strukturo prihodkov, različno strukturo odhodkov, lahko da imamo krizo prihodkov ali pa krizo stroškov, abnormalen porast stroškov, recimo, stroškov dela, stroškov energije in tako naprej. Različne zgodbe se dogajajo, torej jaz celo, gledajte, če razmišljamo mogoče, kaj pa je akontacija? Akontacija je nekaj, kar jaz plačujem za naprej. Zakaj pa sploh imamo? A jo lahko ukinemo? Ja, lahko bi jo ukinili, Ampak to bi morala biti druga volja, pa tako kot ste rekli, bi proračunska... Vsi podjetniki bi morali biti disciplinirani, da ne bi potem naslednje leto... Vse mislite? Proračunska malha mora biti polna za kakšen takšen ukrep. Ne zdi se mi v redu to akontiranje davka iz dobička, ampak pač to imamo 40 let že, oziroma 35 let, pa še verjetno kaj prej. Torej, če gledamo pravico davčnega zavezanca, plačuje nekaj, za kar ne ve, kaj bo. Zato tudi mora biti to zelo gibek prehod, da jaz povem po 3 mesecih, dajmo reči, po 3 mesecih pa že vidim, kam ladja pluje, da moram akontacije, vendarle rezultat ni na lanskem nivoju, imam te in te težave in res je, finančna uprava to zelo pozitivno prija nasproti, rešuje. Jaz predložim 3-mesečne bilance, planske enoletne bilance in pa znižam akontacijo. Tukaj je prav, da finančna uprava zdaj ne dela, da tako rečem, nekega preizkusa teh mojih napovedi, ker enostavno mora, glede na to, da jaz plačujem nekaj za nekaj, kar niti finančna uprava, niti jaz ne vem, kako bo na koncu, oziroma jaz kot zavezanec boljše vem, kako bo na koncu leta, tako da je prav, da je to zelo ta dokazni, da tako rečem, oziroma to procesno dejanje znižanja akontacije, da ni preveč zahtevno za zavezance. Res pa, da treba ekonomske okoliščine vendarle opredeliti. Statistika mislim, da celo kaže, da nekaj se najde tudi takih, ki želijo plačevati višjo akontacijo. Ja, tako. Tako kot vi napeljujete, da bi podjetniki vse porabili. Ne, nisem tega rekla. Mogoče je boljše vplačevati dajmo to gledati kot neki fiduciarni račun. Skratka, da se ti splača brezplačno kreditirati državo. Tako, akontacije vplačujem na fiduciarni račun, ki mi bo štelo enkrat v dobro, čez 12 mesecev. Mogoče je vredo vzgojni ukrep, pustimo tako. Dobro, če kdo pač hoče, pa ne. In na koncu še, kaj če boste 10. aprila ugotovili, da ste se v davčnem obračunu zmotili? Tako, imamo možnost, lahko se zmotimo v breme ali v dobro, v lastno breme ali lastno dobro. To se pravi, v 60 dneh po oddaji tako ali tako lahko zamenjamo in damo nov davčni obračun. Sicer pa imamo možnost dajanja novega davčnega obračuna tam, ko smo obveznost izkazali previsoko, torej v 12 mesecih. V 12 mesecih tudi
ne vem, zakaj ni ta rok postavljen, vendar le malo naprej. Torej v 12 mesecih lahko oddamo popravek oziroma nov davčni obračun. Če pa smo ugotovili, da smo premalo izkazali davčno obveznost, pa tako ali tako tudi se moramo samo prijaviti, oddati nov davčni obračun pač in plačati z obrestmi tudi zapadle tele obroke akontacije, ne? Nič, nekaj novega smo se naučili, veliko je opozoril, tako da mislim, da sva bila koristna. Jaz predlagam varno naprej. Hvala za vabilo in ob kakšni naslednji priložnosti. Tako, hvala. Hvala vsem.